Šentjurski župan Marko Diaci bo kandidiral še za svoj 3. mandat. Na šolskem centru Celje uspešno izpeljali mednarodni simpozij. V galeriji Nika Egnjatiča razstava izdelkov Centra za varstvo in delo Golovec. Slovenski predstavniki na svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu za invalide žal niso dosegli zmage. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Aktualni župan občine Šentjur Marko Diaci se bo na novembrskih lokalnih volitvah potegoval še za svoj 3. mandat. Tudi letos kandidira na listi Županova lista, gibanje za občino Šentjur. Podpirata pa ga tudi šentjurska občinska odbora Desusa in Nove Slovenije. Tako kot pred 4 leti je njegovo kandidaturo napovedal njen predlagatelj oziroma prvopodpisani. Če se sprehodimo po kaj naša občina, lahko kaj hitro ugotovimo, da je župan Diaci skupaj s svojo ekipo izpolnil dane zaveze in še kakšno več. Da ima vizijo, da zna, hoče in zmore delovati v skupno korist in dobro vseh nas, ki živimo v tej občini, da mu oblast ni bila cilj, ampak sredstvo za doseganje skupno dogovorenih ciljev, predvsem pa, da zna deležnike odločanja povezovati na podlagi projektov, ne pa na osnovi političnega mešetarjenja ali kadrovskih uslug. Sem prepričan in moram priznati tudi iskreno ponosen na to opravljeno delo, ki smo ga naredili v teh 2 mandatih, v tem obdobju. Hkrati me pravilnost odločitve, da se potegujem za 3. mandat, navdaja tudi za tem, kar je že kolega Miran prej povedal, in sicer zelo velika in široka podpora med našimi občankami in občani. Za namen kandidature je namreč zbral skoraj 900 overjenih podpisov in napovedal nadaljevanje začetega dela. Zato bomo dejansko nadaljevali to delo. Za preteklo pa lahko povem, da smo izvedli, zdaj ko delamo malo, bom rekel, bilanco za nazaj, tam preko 850 različnih projektov, od tega je 195 večjih in tule smo tudi, bom rekel, zgolj za osvežitev spomina pripravili, bom rekel, malce pregleda vseh izvedenih, bom rekel, ali pa večino izvedenih teh projektov, ki smo jih na nek način razdelili po sklopih. Prva stvar, ki jo lahko menim, je veliko investicij v prometno infrastrukturo. Kje pa je po njegovem šentjurska občina boljša od ostalih in kje ne? Če pogledam, bom rekel, določene kazalnike, vsaj kolikor jih jaz poznam, smo, bom rekel, v teh 8 letih naredili velik korak naprej. Dejstvo pa je, da je naša recimo temu, velika prednost v tem, da živimo hkrati v ruralnem in pa hkrati v urbanem okolju. Namreč, če temu ne bi bilo tako, ne bi bilo takšnega priseljevanja v Šentjur. Namreč ljudje so spoznali, da je Šentjur območje, kjer je kakovost življenja na relativno visoki ravni, da so hkrati lahko zelo hitro v mestu in pa hkrati relativno hitro tudi na vasi, kar je seveda velika kvaliteta življenja. Definitivno pa je, da imamo še kar nekaj stvari, ki jih je potrebno urediti, predvsem na področju infrastrukture. Kot sami dobro veste, jaz sem velik zagovornik urejevanja infrastrukture. Tukaj pa seveda, glede na to, da smo tako velika občina, da imamo 800 km cest, da imamo 500 km vodovodov, itd., da imamo recimo 88 metrov med odjemnimi mesti za vodo, to so, bom rekel, tisti parametri, ki kažejo na to, da smo zelo zahtevna občina. Kaj pa je odgovoril na očitke o avtokratskem vodenju občine? To je smešno, dejstvo pa je, da za stvari, za katere sem odgovoren, želim biti pa tudi normalno pristojen. Dejstvo pa je, da bi nekateri želeli, da bi mi pristojnosti nalagali, hkrati bi potem pa za te neumnosti mogel jaz odgovarjati. Na to pa ne bom pristal. To pa tudi lahko povem, pa če se to sliši, ne vem še koliko avtokratsko. Kar se tiče demokratičnih postopkov, so definitivno predpisani, peljemo jih popolnoma v skladu s tem, vse pametne ideje in vse dobre pobude smo upoštevali. Bom rekel, tisto, kar je pa nemogoče, pa žal je nemogoče.
Za razliko od prejšnjih volitev, ko je imel le enega protikandidata, jih bo tokrat nasproti imel več. No, jaz sem seveda teh protikandidatov zelo vesel, zaradi mene bi jih lahko bilo tudi več. Vseeno pa sam verjame v zmago v prvem krogu. Računam pa seveda, da kaj je 18, da prije drugi krog, nisem računal. Tisto nedeljo mislim, da ne bomo šli na volišče. Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko ter aktivni šolniki Šolsko-športno društvo 4. julij sta pripravila mednarodni strokovni simpozij z naslovom Za hlapce vzgojeni. Nanj so povabili slovenske in tuje strokovnjake, ki so spregovorili o vzgoji v izobraževalnem procesu, dotaknili pa so se tudi pomena kulturne dediščine. Simpozij so odprli včeraj popoldan, zaključujejo pa ga danes. Tokratni mednarodni simpozij, v katerega poleg šolnikov vključujejo tudi civilno družbo, je že 9. zapored. Se vedno lotevamo tem, ki niso izključno vezane samo na šolo in vzgojno-izobraževalne zavode, pač pa širše. Tokratna tema je vzgoja. Vzgoja v splošnem, ne v družini, ampak vzgoja v šoli, katere prijeme uporabljamo, da discipliniramo otroke, kakšen vpliv imajo pravzaprav institucije na vzgojo otrok. In ali sploh kakšnega in do kakšne mere se lahko upletajo vzgojo otrok. Tukaj je en kup vprašanj, ki se tudi tekom let v bistvu odgovori na njih zelo spreminjajo. Tako da želimo, res nam je cilj, da to temo spoznamo, da vidimo, kaj na tem področju sploh že vemo, si izmenjamo izkušnje in izvemo kaj novega. Poleg tega imamo pa še eno temo, vzgoja za kulturno dediščino, ker je letos tudi leto kulturne dediščine, bomo imeli tudi sekcijo na to temo, da vidimo, kako to uvajamo v naše šole. Načini vzgoje so različni, strokovnjaki pa ugotavljajo, da se ves čas spreminjajo. Prilagajati se morajo razvoju, sodobnim tehnologijam in spremenjenim navadam življenja. Generacije se spreminjajo tekom časa, saj veste, za vso mladino pravijo, ta je pa grozna. To je že od nekdaj in tudi danes je tako. Pravzaprav pa ni grozna, je zelo vredo, ampak časi se spreminjajo. Zdaj hodijo v srednjo šolo, pa tudi v osnovno sploh, otroci, ki so bili rojeni v dobi Facebooka, oni prejšnjih časov ne poznajo in mi to nekako težko razumemo, tako da se moramo vsi naučiti in prilagoditi, ravnati pravilno, da bodo postali samostojne, samozavestne in delovne osebe. Letošnjega simpozija so se udeležili strokovnjaki iz 7 držav. Poleg Slovenije so bile zastopane še Albanija, Italija, Belgija, Hrvaška, Združene države Amerike in Francija. Ko smo pogledali dogodek, smo razbrali tudi pomemben kontekst kulturne dediščine, ki ga izpostavljajo, in pa želeno vlogo civilne družbe. Vse troje skupaj pa je idealna kombinacija, da v letu, kjer smo si na evropski ravni zadali nalogo, da kulturni dediščini namenimo več prostora in sodelovanju s civilno družbo, ki je izredno pomemben sogovornik v vsaki šoli, posebej pa še večjemu šolskemu centru, vendarle skupaj sestavimo potem pogled, ki se dotakne tudi vzgoje. Pomena simpozija se zavedajo tudi na mestni občini Celje, ki je dogodek podprla. Jaz sem vesel, da se je ta simpozij tako razvijal, gre že za 9. Jaz sem kar dokaj reden gost teh otvoritvenih srečanj. In seveda vzgoja, šolski sistem, pa tudi kulturna dediščina, kar so teme današnjega simpozija, so izjemno pomembne, sploh vzgoja za nas starše, zagotovo ena najbolj odgovornih nalog, ki nas čakajo v tem starševskem življenju, kajti vsi si želimo, da bi vzgojili svoje otroke v resne, odgovorne, srečne ljudi, državljane, da bi jim privzgojili prave vrednote in seveda to ni niti slučajno lahka naloga. Eden od ciljev simpozija je tudi srečanje čim večjih učiteljev, ki s pomočjo strokovnjakov in lastnih izkušenj na tak način pridobijo veliko novih znanj. V galeriji Niko Ignjati Celje v organizaciji Društva Otroci otrokom so tudi letos pripravili prodajno razstavo izdelkov varovancev Centra za varstvo in delo Golovec. Letošnja razstava je že 3. po vrsti, na ogled pa bo do 18. novembra. Varovanci in strokovno osebje Centra za varstvo in delo Golovec, ki deluje že 31 let, so tudi letos presenetili s svojimi deli in tako pokazali, da jih morebitne ovire nikakor niso prikrajšale za umetniško ustvarjanje.
Res je, umetnost nima meja, kako smo že danes slišali. Res je, primanjkljaji so na enih področjih, vendar na drugih, jaz pravim, srečni smo, takšni kot smo in sprejeti in se trudimo vedno bolj za vključevanjem širšo okolico, da nas sprejemajo tudi drugi. V galeriji Niko Ignjatič že nekaj let lahko spremljamo delo in izdelke ter tudi delovanje Centra za varstvo in delo Golovec. Vsako leto pa za dogodek ob odprtju prodajne razstave poskrbi društvo Otroci otrokom. Največji dogodek je seveda omenjena razstava, na katero se vsi celo leto pripravljamo, smo veseli sodelovanja, tukaj imamo možnost, da potem prikažemo, kaj pridno počnemo celo leto, vse naše izdelke, res ustvarjalnost naših uporabnikov, pač celotnega zavoda. Ja, v bistvu se je vse skupaj začelo z osnovno šolo Glazijo, ker osnovna šola Glazijo že zdaj v maju mesecu je bilo 5. leto in nekako je bila pač posledica, se pravi mlajša populacija s posebnimi potrebami, se pač prelevi, mislim, z centrom in tako je zdaj to. Tukaj smo, fajn je, super. Ob odprtju razstave sta društvo Otroci otrokom in galerija Niko Ignjatič pokazala tudi prenovo obeh hodnikov, ki so ju opremili z živimi barvami in prijetnimi elementi, ki naredijo vzdušje še prijetnejše. Prodajna razstava bo na ogled mesec dni, za prijeten uvod pa so na odprtju le-te poskrbeli citrarka Monika Stefancioza, kantavtor Samuel Horvatič in pevski zbor VDC Golovec. Na svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu za invalide v Celju so s tekmovanjem že zaključili vsi trije slovenski predstavniki. Barbara Meglič, Luka Trtnik in Primož Kancler so uvodni dan prvenstva iz nadaljnega tekmovanja izpadli brez dobljene tekme. Kljub neuspehu so predstavnike domače reprezentance krasili le pozitivni občutki. Kako bi rekel, pač je nekaj posebenega, tudi ko stopiš v dvorano, vidiš, da je pač to res turnir na visoki ravni. Mi je zelo všeč, zato ker je doma pač domače vzdušje, navijači so bili vsi fenomenalni in družina je prišla, tako da sem imel res veliko podporo na tem turnirju. Več kot očitno je bilo videti tudi v Celju, da so naši reprezentanti na dobri poti. Za turnir imam same hvale, res lepo izveden, ampak ne vem, tekme bi lahko potekale malo bolje mogoče, ampak tako, kot sem rekel, še učimo, moramo še malo zdelati to mentalno stanje, ker igra je že ta prava po mojem, ampak treba je še delati na tem mentalnem stanju. Je bilo kaj nervoze glede na to, da je to veliko tekmovanje pa pred domačimi gledalci? Vedno je malo nervoze, pa tudi če niso domači, ampak tako, kot sem rekel, res sem užival, ker so navijali zame, tako da mislim, da to ni bil velik problem. Tako da v bistvu sem zadovoljen, je bila trema, ampak tista pozitivna trema. Iz porazov pa se bo dalo kar nekaj naučiti. Tako je, tako, kot vedno rečem, če zmagaš, se v bistvu nič ne naučiš, če zgubiš, se pa marsikaj naučiš, tako da seveda se bom veliko se bom naučil iz tega turnirja in upajmo, da bom prišel na naslednje velike turnirje veliko bolj pripravljen in veliko pač boljše odigral. Kako pa je sicer tekmovati na tako visokem nivoju? Mislim, še zdaj ne moram verjeti, res sem zelo vesel, da sem lahko bil tukaj in zikar si bom ta turnir zapomnil celo moje življenje. Želje za naprej? Koliko vedno se bom osredotočil, da se še poboljšujem, moji treningi se ne bojo končali tukaj, še vedno bom igral 100% in da bo čez 5 mesecev še en svetovno prvenstvo. Srečno in vse dobro naši bojevniki, tudi v prihodnje. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in po večini brez padavin. Po kotlinah osrednje Slovenije bo jutro megleno.
Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem popoldne šibka do zmerna burja. Nekoliko hladneje bo. V ponedeljek bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. To so bili še petkovi dogodki dneva. Hvala za pozornost, prijeten preostanek večera in nasvidenje.